Vlada bo predvidoma popoldne vendarle objavila predlog zakona o uravnoteženju javnih financ, v katerem so po mnenju sindikatov nepravični ukrepi, ki razgrajujejo socialno državo. Ker se vlada in sindikati od petka sploh ne pogajajo več, se splošni stavki kakih 120 tisoč javnih uslužbencev v sredo ne bo mogoče izogniti. Poslanke in poslanci začenjajo drugo redno sejo državnega zbora. Še pred poslanskimi vprašanji bodo odločali o tem, ali sveženj 3 zakonov namenjenih zmanjšanju porabe in razbremenitvi gospodarstva obravnavati po nujnem postopku ali ne. Seznanili se bodo tudi s prenehanjem poslanskega mandata ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Petkov nočni požar v skladišču pohištvenega trgovskega centra Lesnine v Hočah je bil podtaknjen. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, je za zdaj še neznani storilec v skladišču, v katerem so bili shranjeni leseni predmeti, z neugotovljenim vnetljivim sredstvom zanetil požar na kartonasti embalaži. Po prvih ocenah škoda znaša okoli 100 tisoč evrov. Na ljubljanskem okrajnem sodišču se nadaljuje sojenje v zadevi Patria. Premier Janez Janša zaradi službenih obveznosti tudi tokrat ni prišel, prav tako ni bilo poslovneža Valterja Wolfa. Ker sodišče še ni prejelo odgovora z Dunaja, ali bo lahko zaslišalo avstrijske priče, so na obravnavi prebirali listinske dokaze. Na sojenju v zadevi Patria v Avstriji pa bodo predvidoma 3. maja zaslišali tudi slovenskega premierja Janšo. Danes se začenja letošnja pomladanska študentska krvodajalska akcija Častim pol litra. Tradicionalno akcijo, tako kot vedno, organizira Študentska organizacija Slovenije skupaj z nekaterimi študentskimi klubi v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Republike Slovenije in lokalnimi centri za transfuzijo. V Mariboru bo krvodajalska akcija potekala v sredo od 8. ure dalje v prostorih prireditvenega centra Štuk. Na Kongresnem trgu v Ljubljani poteka sejem Slovenski dnevi knjige, ki se je v 16 letih spremenil v eno osrednjih kulturnih prireditev. 5-dnevni sejem s številnimi spremljevalnimi dogodki letos poteka pod motom Knjiga je živa, kar dokazuje tudi rekordno število sodelujočih založnikov. Pester knjižni in spremljevalni program se letos obeta v Mariboru, Kopru in Novem mestu. Jutri bo po večini sončno, na vzhodu države bo občasno še zmerno oblačno. Popoldne se lahko v gorskem svetu pojavijo manjše kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 14 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Na zahodu bo že možna kakšna ploha. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, začel bo pihati jugozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Preverjamo, kako bo potekala stavka javnega sektorja v štajerskih vrtcih in osnovnih šolah. Finančna kriza in prazna občinska blagajna ustavljata naložbe v mariborske kulturne objekte. Ob koncu oddaje še o nogometu, mariborski klub bo morda že po naslednjem krogu državni prvak. Bodite z nami ob 18.